Kaj pa prinaša nov izračun minimalnih življenjskih stroškov, ki ga je Ministrstvo za delo naročilo prvič po letu 2022? Bržkone višjo minimalno plačo, ki pa vpliva tudi na številne druge izdatke. Avtomatsko bi se povišala letni in zimski regres. Toda je naključje, da vlada nov izračun pripravlja nekaj mesecev pred volitvami in ali bi lahko to povzročilo celo višje cene vrtcev in domov za starejše. Kaja Kobetič. Nov izračun minimalnih življenjskih stroškov, ki je osnova za izračun minimalne plače, je Ministrstvo za delo naročilo po več kot 3 letih. Od takrat je minimalna plača zrasla za dobrih 19%, splošna inflacija za več kot 20%, inflacija hrane za 33%. Res je, da se je minimalna plača usklajevala večinoma z inflacijo, ampak kot rečeno, prehranska inflacija je rasla precej hitreje. Razliko naj bi zdaj popravil nov izračun. Trenutno so minimalni stroški določeni pri 670 evrih, predtem so bili 5 let dobrih 50 evrov manj. Minimalna plača mora znašati najmanj 120% in največ 140% teh izračunanih minimalnih življenjskih stroškov. Ocen, koliko bi lahko znašal nov izračun, na ministrstvu še nimajo. Različna pričakovanja o višini pa imajo tudi delodajalci in sindikati, ki se sicer strinjajo s posodobitvijo izračuna. Mi vsako leto usklajujemo minimalno plačo z inflacijo, tako da praviloma ne bi smelo to pomeniti bistveno večje rasti minimalne plače. Treba je vedeti, da se je inflacija dejansko umetno zniževala, predvsem to je na račun naftnih derivatov v preteklosti. Bo ta nov izračun predvidevan, da bo kar višji, kot se tudi vedno predvidevajo delodajalci. Smo na primer tista država v Evropski uniji, kjer so se cene hrane najbolj podražile. Seveda, kar bo dodaten pritisk tudi na rast minimalne plače. Pa opozarja ekonomist Matej Lahovnik, ki dodaja, da mora biti dvig usklajen tako s predstavniki delodajalcev kot delojemalcev. Minimalna plača je namreč osnova tudi za izračun nekaterih drugih izdatkov, denimo letnega in trenutno aktualnega zimskega regresa. Ne sme se zgoditi, da bi zopet vlada solirala po svoje in sprejela nek ukrep, ki bo pa na koncu vsem priletel nazaj kot bumerang v obliki višjih cen javnih storitev, tudi cene vrtcev, cene v domovih za ostarele. Tako da moramo paziti pri dvigu minimalne plače, da se ne ujamemo v inflacijsko spiralo. Opozicija pa medtem vladi vrača, da bi se morala bolj ukvarjati z inflacijo. Če se hrana podraži za 7% v enem letu, to pomeni, da tega ne morate pokriti z nobeno božičnico. Vlada ima v resnici precej malo mehanizmov, da vpliva na to, kakšne cene hrane postavljajo naši trgovci. Tu je mogoče jeza upravičena, ampak usmerjena v popolnoma napačno tarčo. Da bi bili izračuni bolj ažurni, dvigi sprotni in ne tako drastični, pa sindikati predlagajo, da bi se izračune pripravljalo na 1 oziroma vsaj vsaki 2 leti. Trenutno morajo biti namreč narejeni najmanj vsakih 6 let.